Amen. Pravi God. Zdaj to mi ti povej, kaj te Bog dela. Pravi God. A lahko priješ to. Pravi God. Hvala ti. Dobro večer. Dragi bratje in sestre, zahvaljujemo se Gospodu, ker je dober, ker na vekoma je traja njegova dobrota. Znana ameriška antropologinja Margaret Mead ni bila kristjanka, zlasti na Samo in Papui Novi Gvineji je ta prvinska ljudstva proučevala, je pa napisala en lučen stavek v knjigi Sazrevanje na Samoji. Je rekla, nikar ne verjemite, kadar vas prepričujejo, da majhna količina, skupina predanih ljudi ne more spreminjati sveta, samo ti ga lahko. In isto velja za kristjane. Ta nukleus novorojenih kristjanov lahko dela revolucije. Samo ta ga lahko. Predani kristjani spreminjamo svet. In s tem, da smo, da obstajamo in da žarčimo prostor. Samo pogum nam manjka, poguma nam manjka, žara nam manjka, ognja nam manjka. Biti novorojeni kristjan ne pomeni, da dremamo doma in čakamo, da se bo karkoli zgodilo, da nas bo kdo kaj prosil, pohvalil, nam karkoli prinesel, ampak sami budimo ta ogenj. Sami odkrivajmo brata in sestre, ki so v betegu, ki so v stiskah in pojdimo tja. To vrstno občestvo, duhovna občestva, ki so izjemni nukleusi za varovanje in spreminjanje tega sveta, so ambulante, so vojašnice, so operacijske sobe, so psihiatrične ambulante. Če niso to, kaj počno? A ne? Merilo, kako je Gospod prisoten v našem srcu, je moj odnos do brata, je moj odnos do sočloveka, je moj odnos do človeka, ki je v stiski. Ko sem jaz pred 20 leti, kot sem tak poprečen formalno izobražen katolik, tak s slutnjam in z dolgo muko postajal novorojeni kristjan. Ker je bil eno jutro pri katoliški maši pri frančiškanih v Mariboru, zjutraj ob 6:30 sem bil edini, pa dve stari gospe, pa tisti pater. Pa zgruntam, pa tu nekaj ne štima, čudno to, ne? Pa grem preko ceste v zdravstveni dom, kjer je bila psihiatrična ambulanta, 10 oseb, nabito polno. Takrat jaz zgruntam, pa tu nekaj ne pije vode, a ne? Tu nekaj ne pije vode, krščanstvo ni dejavno. In to je to. Bogu hvala za take nukleuse, kot ste vi tu. Zakaj sem pa se tu oglasil takrat, je pa kriva Milena, tamle, moja sestra v Jezusu Kristusu, ki me je večkrat nagovarjala. Zdaj pa jaz službeno, kot sem novinar nacionalne RTV, nacionalnega radija, že desetletja delam ta program in je seveda veliko teh duhovnih ponudb raznoraznih na slovenskem. Celo previdni moramo biti, toliko je tega, in tako se znajo skriti in zakriti za to ljubezen in svetlobo in ta New Age performance. In sem jaz rekel, ker tečna bila, me kar nagovarjala, pa moraš iti tja, da to vidiš, kaj se dogaja tam. In ko mi gremo do sočloveka, ne pametujemo mu, ne skušamo razlagati našo antropologijo videnja tega sveta, ampak bodimo samo sočutna bližina. Položimo roko nanj, pomazilimo ga z oljem, če je v velikih težavah. Tako kot gasilci, ko gori. Noben ne predava kakšne teorije gasilstva. Gasimo. In Sveti Duh je ta ogenj, ki gasi. Ta Sveti Duh je v tebi, ta žar, ki je v tebi. Samo to gasi, samo to zdravi. Bo potem prišel čas, ko bo on prišel k sebi, da mu povemo to, kar se nam zdi, kar nam Sveti Duh da na srce, da mu je prav in dobro povedati, da bo lahko potem po tem požaru in po tej ozdravitvi shodil. Jaz sem vam cel kup kolegov z vado, vsi imamo nekje, med zdravniki, jaz jim večkrat razlagam, tistim, ki to slišijo, dokler ne bodo zdravniki na vizitah po bolnicah, ljudi blagoslavljali in molili z njimi, nikoli ne bo dovolj denarja za najdražje preiskave, kajti medicina je tako napredovala, da ni več zdravih ljudi in ne išče zdravja, ampak detekcijo bolezni in to zato, da se bo potem lahko farmacija uresničevala, na tem to niso Gospodova posla, vsaj taki obliki, kot se kažejo. Zato ti bodi zdravnik, ti pojdi v bolnico,
pozanimaj se, kdo od tvojih je tam v bolnici, v domu upokojencev. Samo tiste svoje poišči, pa bo dovolj. Če bo vsak poiskal svoje bližnje, bo imel od jutra do večera kaj početi. Pojdi, bodi sočutna bližina, kot rad reče naš prijatelj, katoliški duhovnik in pisatelj, pater Karel Gržan, in obstajaj. Samo bodi, z odprtim srcem, da te začuti, da Sveti Duh preko te bližine pride in to ozdravi. Ne rabiš pogosto kar nič govoriti, nič reči, samo pridi, pomazili z oljem, položi roko in bodi in obstajaj. Kako zdravilno to lahko deluje, In predvsem, polagam na srce, kajti ko hodi po Sloveniji, prav to manjka kristjanom raznih denominacij in cerkva in sort in vseh oblika, pogum. Pogum. Mislim, da v Jozefu nekje beremo, koga pošli. Pošli mene, pošli Klemna, pošli Vasiljko, pošli Mileno, Angelino, tebe, kogarkoli. Pojdi. Ne čakaj, pojdi. Zdaj, nocoj. Ko vidiš človeka, ki ti reče, da je v betegu, ja, jutri pride moliti. Ne, zdaj, takoj, now. Tako se to živi, Ko vidiš, da človeka lačen, mu boš dal sendvič, pa rekel, ja, bom malo pomolil za tebe, pa jutri pridem, če še bo. Ne gre tako, Torej še enkrat, bodimo aktivni. Plediram za aktivno krščanstvo. Torej še enkrat, hvala, ker ste, hvala, ker obstajate in taka nuklearna zgodba duhovnega življenja, kot je tule, konkretno tule v Šentjurju, pa kjerkoli se še veliko tovrstnih podobnih nukleusov, To je ta framework slovenske duhovnosti. To gradi in da vzdržuje ta vrt med Lendovo in Portorožem, ki je naša domovina. To je to. In ne čaka, da se ti bo nekaj zgodilo. Ti bodi akcija. Ti bodi to dejavno krščanstvo. Ti bodi sveti. Ti bodi luč. In potem bodo vsi okoli tebe svetili. In blagoslavljamo drugega. A ni to famozno v blagoslovu? Ko mi drugega blagoslovimo, ja se mora iti blagoslov skozi nas. Saj Gospod najprej blagoslovi nas. Da še ni, ko smo blagoslovljeni, smo lahko blagoslov. Saj mi ne moramo biti drugače transformator. Gospod nas uporabi kot tole Božje zdravilo. In Jezus Kristus je pa tako tista temeljna matrika, ki nas določa, da smo. Brez njega ga itak ni. Z njim pa smo vse. Ko so tega reformatorja Cvinglija vprašali, se je pritožval, je rekel, ko sem se začel ukvarjati s protestantizmom, sem zgubil vse. Ampak v Jezusu Kristusu sem dobil vse vrnjeno. Lep večer, Božje blagoslovstvo. Wow, to pa bil sporočil.